Klani, kako si je pol začela vrteti? Potem pa jasno je bilo, mislim, kako sem sploh začela vrteti, res. Se spomniš prvega? V bistvu smo, veš kak je pol bilo, pol smo pa začeli itak, mislim, hodili smo na partije, ne, in potem se je iz partija šlo na after party, ne. In na tem after partiju je skozi bil nekdo, ko je imel, ali smo šli k nekomu domov, pa je imel opremo doma, ali pa smo nekje bili in jaz sem prišla to in sem začela rokovati kakorkoli s tem in pol mi je bilo ono cool. Neke osnove sem se naučila, mislim, tako se mi zdi, bolj sem se učila z opazovanjem, ne, ful sem opazovala, ful me je zanimalo. Takrat še ni bilo interneta, mislim, takrat še ni bilo stvari, da bi ti napisal, pogledal par tutorialov, tako zdaj, ne. Zdaj je to ful lažje. Tako da je v bistvu to skozi tam. Cool. Ja, mislim, pač, tako se v nekem kitarskem svetu, v rock svetu tudi začne, pač po koncertu gremo nekam, pa so pač na placu nekoga vaditi, pa so tam kitare, pa bobni, pa vse, pa gremo špilat, pa kako smo bili zakon, ja. Gremo posnetek poslušati. O moj bog, ja, res je. Tako, no, če bi kdo poslušal, bi nas vprašal, vi veste, kaj je ritem? Dobro. Ja, pač tako se začne. Ja. Kaj si misli? Ne, nekaj sem se spomnila, pol da smo, mislim, v bistvu je bilo še tak iz Krpana, se je takrat hodilo, takrat še je bil Masaj odprt. To je bilo nasproti tam, glavnem, en after party plac, ki je pač obvezno bil after party. In zdaj tako je bilo, moja mama je delala, dol je bil fitness v bistvu, pa šank je bil, ne. Torej ni bil zdaj pa tudi nočni klub, no, ampak je v tistem momentu, ko smo mi aftere tam, ko smo mi delali tam aftere, se je v bistvu končalo, ne. Končal klub, torej ni bilo več kluba, je pa še vedno bila infrastruktura, ne, postavljena. In ko sem jaz to videla, ko sem jaz bila tam pri mami, sem nekaj, glej, kak fajn, ne. In pol sem bila tudi jaz v bistvu neki posrednik med tem in pol smo tam after party delali, ne. In pol sem tja DJ-je vabila, da tam vrtijo, tam sem tudi pol videla, ne. Cool. In pol se več tako začne, pa pač začenjaš dobiti nekaj. Pol pa začenjaš, ne vem, raziskovati, pa ti nekdo reče, nimaš keša za opremo, lahko imaš kontroler, lahko začneš s tem, lahko začneš s tistim in potem... Pa gradiš, pa imaš kar naenkrat pol cel kup opreme. Ja, zdaj smo tudi že 4 kitare doma. Špilam, to je največja finta. Pa en fair šmali. Ampak ja, zanimivo. Kako se ti zdi sama scena v Sloveniji oziroma v Mariboru, ker jaz se ne poznam niti mal. To me doskrat vprašajo. Ker prej si rekla, da je na eventih dosti ljudi, da ste zafilani, da je cool. Zdaj, tako je, jaz ne hodim pogosto event v Mariboru, v bistvu sploh ne hodim na doben drug tehno event, razen tega, ko sama organiziram. Ja. Tako da, zdaj, da bi jaz rekla iz svojih lastnih izkušenj, kak je, pa kaj se dogaja, ne morem povedati, ne morem reči nič, ne. Poslušam pa feedbacke, ne, zdaj me pa zanima, mislim, vprašam ljudi, kaj je pač to. Kaj se dogaja, Ja, in se mi zdi, da se v zadnjih 2 letih scena ful popravila, mislim, ful se je začelo dogajati, tako bom rekla. Ja, to je ful več je. V Gustavu se dela neke to solar se je v bistvu cel čas, se v Gustav je cel čas bil, mislim, se je dogajalo, če gledamo naš žanr, ne, ker to je zdaj spet žanrsko razdeljeno, v vsakem klubu dela vsak svoj žanr, ne. Žanri ali podžanri pač? Žanri, ne, ker imaš tehno in potem imaš drum and bass, mislim, kaj se tiče elektronike, ne, to se delamo v bistvu v istih prostorih, ne. Ja. Pol je house, pol imaš pa, kaj še je takega? Mislim, da je to troje zdaj, tisto, kaj je, Pa dobro, imaš EDM, no, pač imaš te EDM, Electronic Dance Music, to so ti EDM. Pop je to. Pop, ja. To pa je Okay. spet druga stvar, tako da Ampak pač EDM, Ja, ok. Tu se ful loči, tu jaz nimam znanja, ali kako se reče, nekako se to spet se to loči na ful podžanru, ne. Ja, valjda, pač Tako da vsak to nekaj pač svoje ne vem, naredi. tako, ja. Ful je zanimivo. Veš, kaj sem gledal? Mislim, se smo vsi emo. Ful mi je zanimivo, ne, pustimo za to, da je ona klela, pa da so popizli, ok, pač ego ti. To je kar nekaj, mislim, da zdaj zganjajo, pač, ne, ampak... pač, ampak kaj? Kaj je bilo? pač zmagala sta tudi dva. Ja, Gašper in Zala. Ampak kaj bilo meni fascinantno, da sta prišla tja, pa meni se zdi, da ona nista vedela, kaj delata. Da sta pač prišla, vrejena. Ne vem, če sta mislila reklamo delati, meni se zdi, da sta kar tak prišla, pač. Okay. No, vse to ne moramo vedeti, ne bom zdaj rekel. Ampak tisto, kaj meni fascinantno, da sta šla nekaj delati,
pa je boli kurec, ker ona da to delata, naprimer, kar je ful podobno temu, kaj je Nirvana naredila, ne? Ker Nirvana je prišla v en svet, ko je bilo ful pop pevk, pa je bila, ne vem, Madonna takrat in, pa je bilo neki raperi so bili takrat in, pa je bilo, če je bilo kaj roka, je bilo ful ono overproduced, pa solo ti 6 minut dolgi, pa ne vem kaj, pa pride oni s 3 akordami, pa razlamajo, vse pa so bili na top of the charts z enim podžanrom, ko danes podžaner neki, ne vem kaj, neki punk, metalcore sceni ne bi rato radijski hit nikoli, ampak oni so in še danes jih poslušamo, ne. In sta mi ista, tako oni so delali pač kar nekaj, sploh niso vedeli, kaj delajo, pa so prišli tja, ona dva pa te kar isto, pač mi sploh ne vemo, kaj delamo, ona je tako boli korec, samo da špilamo. V bistvu to je, ne, tisto, da ona dva veta, kaj delata, ne. Ja. Da drugi pač so, emo, treba se je pripraviti za emo, ne vem, tako jaz gledam na te stvari in oni so se pripravljali za emo. Ona dva sta pa pač delala, kar delata, ne, in sta prišla tja in sta rekla, mi dva delamo to. By the way, smo prišla. By the way, mi smo prišla, ne, pa pač zdaj bomo mi dva pokazala tudi, kaj delamo, ne. Ja, mislim, hecno, ne? In... Okay. Fuck, jaz to moram videti.